interpretacije bilo slišati iz stranke, da je bil to poskus prevzema stranke, kako za začetek komentirate takšno interpretacijo in pa kako komentirate rezultat, da gre SLS vendarle 6. decembra na interne volitve. Torej, danes je bila ta točka, jaz sem samo član te skupine, ki jo vodi dr. Umek, točka, na kateri smo predstavili to svoje delo, ki smo ga pravili od julija oziroma avgusta naprej. In smo zadovoljni, da je bilo to poročilo sprejeto, niso bili sprejeti vsi predlogi. Naša ocena je bila, da glede na zahtevno situacijo, v kateri se je znašla Slovenska ljudska stranka, prvič v svoji 100-letni in tudi novejši 26-letni zgodovini je Slovenska ljudska stranka izpadla iz parlamenta in se postavlja zelo resno vprašanje, ali ima pripravljene temelje vsebinske, programske, organizacijske, kadrovske za ponovno vzpon. In ocena naše skupine je bila, da bi si bilo vredno vzeti nekaj več časa, kakšen mesec več časa, zato da bi optimalno pripravljeni prišli na kongres. Odločitev je bila drugačna in jo seveda sprejemamo. Naša skupina, mislim, da je naše delo opravila. Zase moram pa povedati, ker se je pojavila neka anonimka oziroma neke namigovanja, češ da skušamo v tej skupini delati nek prevrat v stranki, da je to popolna izmišljotina. Jaz sam nisem niti kandidat za predsednika stranke, nimam svojega kandidata za predsednika stranke, niti kandidata za glavnega tajnika. Verjetno je pač nekim tem anonimkam temu botrovalo dejstvo, da pač je analiza relativno kritična in morda tudi ni bila povsem všečna in se je potem tudi to pač pojavilo, torej kategorično zanikam, da bi kdorkoli v tej skupini imel kakršnekoli drugačne želje, to veliko smo sedeli, veliko se pogovarjali, kot izključno dobronamerne želje, da pomagamo tako ljudem, ki so sedaj na položajih, kot tistim, ki bodo v prihodnje prevzeli stranko, da bi imeli dobre osnove za pripravo kakovostne vsebine, programa, organizacije in tudi ustrezno kadrovsko politiko, ki bi lahko Slovensko ljudsko stranko ponovno dvignila v zaupanje vredno in realno politično silo v Sloveniji. Vi torej decembra ne boste kandidirali? Ne. Morda vidite koga v stranki, ki bi bil primeren za predsednika? Torej, naša ocena v skupini je bila prav to, da poleg vsebinskih, organizacijskih in drugih vprašanj bi bilo v teh tako resnih razmerah za stranko, kot seveda tudi za Slovenijo, za našo družbo. Soočamo se s težkimi vprašanji in bojim se, da bodo vprašanja še težja. Naša ocena v skupini je bila, da bi bilo smiselno si vzeti nekaj časa in se zelo odkrito pogovoriti tudi o tem, s kakšno ekipo, s kakšnimi ljudmi, na kakšen način kot res ljudska stranka, ki ima svojo zgodovino, kot najvplivnejša stranka, najpomembnejša stranka v slovenski zgodovini, 120-letna Slovenska ljudska stranka, kako danes ponuditi ljudem odgovore na zahtevna eksistenčna vprašanja, ljudi skrbi, je strah, marsikdo prav v tem, ko ni jasno izraženih stališč programskih in drugih, vidi dodatne dvome, zgublja upanje in Slovenska ljudska stranka ima seveda svojo možnost, hkrati pa tudi odgovornost in naša skupina je videla tukaj pač potrebo za nekaj več časa. Upamo in želimo, da bomo tudi v tem krajšem času, da bodo ljudje, ki so za to pooblaščeni, poiskali čim boljše rešitve. Torej, vi mislite, da ima SLS kadrovski problem? Torej, ko greš na kongres, ko obstoječe vodstvo odstopi, si pač pred dilemo, pred vprašanjem, na kakšen način priti do optimalne rešitve. Jaz verjamem, da seveda so ljudje in jaz verjamem, da se bodo pojavili kot kandidati in upam in želim Slovenski ljudski stranki veliko uspeha. A mogoče lahko kot član te skupine samo še povzamete kakšne druge, rekli ste, da nekatere sklepe pa so sprejeli člani. Torej, bila je precej obsežna analiza, jaz predlagam, tu je dr. Umek, ki je vodil to skupino, bilo korektno, da on
pove o teh stvareh, mislim pa, da bojo zadeve tudi javno, širše dostopne. Boste lahko seznanjeni. Za konec samo še eno zadevo. Zelo malo podpore je dobila, če se motim, samo 8 glasov to mnenje, ki ste ga izdelali z gospodom Umekom. Ali to jemljete kot oseben poraz? To mnenje, ki smo ga izdelali, je dobilo soglasno podporo. Torej sklep za to, da se je glavni odbor seznanil s temi stališči, torej stališči, ki jih je dala naša komisija, je bilo soglasno potrjeno. Malo glasov je bilo pa za predstavitev kongresa. Za predstavitev, ne, nikakor ne jemljem kot osebni poraz, nasprotno. Torej, jaz mislim, da je vedno prav, ko je bilo vprašanje, ali se o teh stvareh sploh glasuje. Ocena, da bi Slovenska ljudska stranka rabila nekaj več časa, da ponovno, torej da si postavi dobre trdne temelje še pred kongresom kot osnove za to, kako naprej, jaz mislim, da je bila ta ocena ustrezna in želim, da bi tudi v tem sicer krajšem času se pripravilo vse, kar se lahko pripravi. To je vprašanje za druge. Hvala lepa.